Koraki do uspeha. Pozdravljeni v oddaji Koraki do uspeha, ki jo pripravljamo skupaj s podjetjem Spintek iz Volčje Drage, njen častni pokrovitelj pa je direktor in lastnik podjetja Goran Miškulin. Oddajo vodim Ingrid Kašca-Bucik. In kdo je danes naš gost in kaj je tema današnjega pogovora? To je Klemen Konič, strokovnjak za digitalni marketing iz podjetja Codness. Prav lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem. Dobrodošli. Na samem začetku, seveda za vse, ki jim sodobne tehnologije in tovrstni načini komuniciranja niso najbolj blizu, kaj je digitalni marketing? Digitalni marketing nakratko zajema vse aktivnosti, ki se ukvarjajo s tem, kako preko digitalnih kanalov prodati neko storitev, nek izdelek potrošnikom. Nakratko rečeno, to so spletne strani, družbena omrežja, recimo email marketing, pa tudi drugi digitalni kanali. S čim se strokovnjaki pravzaprav ukvarjate? Kaj počnete, da pridete do tega? V bistvu gremo skozi več faz ponovadi z našimi naročniki. Primarno se ukvarjamo s tem, da jih vprašamo, kdo je njihova ciljna publika, katere cilje bi želeli doseči z aktivnostmi v digitalnih kanalih, kje so prisotni, potem pa tudi take stvari, kje bi še želeli biti prisotni, recimo vzpostavitev kanalov preko družbenih omrežij, vzpostavitev spletnih strani, strategije za email marketing, pa tudi neke splošne strategije nastopa v digitalnih medijih, tako nakratko. Seveda bova o teh posameznih pojmih v nadaljevanju povedala nekaj več, ampak kdo vse, recimo, so, bom rekla, vaše stranke, kdo so vse tisti, ki potrebujejo vaše usluge? Zelo različno, od samostojnih podjetnikov do manjših pa srednjih podjetij. Jaz sem pač tudi to izkušnjo dela v velikem podjetju, tako da dejansko digitalni marketing danes obsega praktično skoraj vse storitve, vse branže, vse velikosti podjetja, dosti tudi recimo startupov, pa ljudi z različnimi idejami, dajmo tako reči. Ja, kje delujete? Kje vaše podjetje deluje? Mi smo stacionirani v tehnološkem parku, sicer pa pokrivamo primarno Goriško regijo, imamo pa stranke tudi z cele Slovenije. Klemen, povejte, katera znanja so potrebna za to, da vam lahko rečemo, da ste strokovnjak za digitalno tehnologijo oziroma marketing? To je kar kompleksno vprašanje, zaradi tega, ker znotraj digitalnega marketinga je toliko vej, toliko različnih profilov ljudi, recimo nekdo je specializiran samo v vsebinski marketing, pa piše zelo dobre tekste, nekdo je recimo strokovnjak za optimizacijo spletnih strani na spletnih iskalnikih, temu rečemo recimo SEO, Search Engine Optimization, nekdo se ukvarja z izdelavo spletnih strani, tam recimo delimo ljudi na backend pa frontend, nekoga, ki programira spletno stran v ozadju, pa se ukvarja s tem, kako se v bistvu ureja spletno stran, pa nekoga, ki dela samo uporabniški vmesnik, potem so tukaj recimo še dizajnerji, ljudje, ki se ukvarjajo z digitalnim oglaševanjem preko Facebooka, Googla. Tako da tle je zelo širok, spektr znanj, ki jih je potrebno poznati ali pa obvladati, potem se pa človek specializira v tisto, kar mu je bolj všeč oziroma kar mu je bližje. V glavnem gre za zelo močno timsko delo, za delo in za združevanje znanja in vedenja več strokovnjakov. Tako, ja, v bistvu tudi mi ne pokrivamo recimo vseh storitev, za določene posamezne storitve imamo tudi mi, strokovnjake iz drugih podjetij ali pa ljudi, s katerimi sodelujemo na področju recimo dizajna, upravljanja z osebnimi podatki pa zasebnostjo, recimo to, kar je bilo v zadnjih 3-4 letih dosti govora o GDPR-ju in podobnih zadevah pa varovanju zasebnosti. Tako da na ta način probamo pokriti strankam nekako celovit spekter storitev, da jim znamo svetovati praktično z vseh področji, kjer se dotika karkoli digitalnega. Tako. Naj bo to za začetek dovolj, malce glasbe, potem pa nadaljujeva. Čisto konkretno, kako nastaja, denimo, ena strategija za en produkt, ki si ga izberete oziroma ki ga od vas pričakuje naročnik. Nadaljujemo s pogovorom in sicer o digitalnem marketingu. Z nami je strokovnjak za to področje, Klemen Konič. Nekaj osnovnih stvari sva povedala uvodoma. Zdaj pa, čisto konkretno, nekdo potrebuje vaš produkt, vašo uslugo. Potrebna je zelo gotovo, verjetno je potrebna neka strategija. Kako se tega lotite? Kako zasnujete to strategijo? Najprej imamo
ponovadi en tak spoznavni sestanek, kjer se pogovorimo s stranko, pogledamo, kje so že prisotni, kakšne imajo želje, cilje, če imajo že recimo dobro definirano blagovno znamko, če imajo definirane persone, to so nekako tipični opisi potencialnih strank, ki jih iščejo, obstoječih ali pa bodočih. In potem po tej prvotni analizi se pa potem pripravi neke aktivnosti, na podlagi katerih nadaljujemo potem naše delo in vidimo, kje imajo v bistvu oni nekako slabše narejene stvari, kje imajo tudi neke želje, da bi radi izboljšali svojo komunikacijo, svoj nastop v digitalnih medijih. Potem nastavimo tudi neke cilje, ki jih lahko seveda v digitalnih kanalih dokaj dobro tudi merimo in na osnovi tega se potem pripravi strategija nastopa. Ponekod je to zgolj nek plan dela, ponekod je pa to stvar nekega širšega dokumenta ali pa neka zadeva, ki lahko traja tudi več let, da pridemo do tega, da dosežemo zastavljene cilje. Skratka, to ni od danes do jutri. Večina teh zadev je takih, ki se jih dela na dolgi rok. Možno je pa recimo zelo hitro obrniti kakšne stvari na boljše, če se recimo začne z digitalnim oglaševanjem, kar lahko naredimo z danes na jutri, definiramo cilje, definiramo konverzije, to so neka želena dejanja uporabnika preko digitalnih kanalov, recimo to je lahko telefonski klic, to je lahko poslan e-mail, to je lahko nek obisk trgovine ali obisk neke lokacije in v bistvu na osnovi teh konverzij se lahko danes zasnujejo oglaševalske akcije in sodobni algoritmi, kot jih imajo recimo Facebook pa Google, znajo že sami iskati in najti ta prave ljudi na osnovi preteklih dejanj in potem pač se to v bistvu samo sebe optimizira naprej. Rekli ste, da seveda te učinke merite. Zanimivo bi bilo slišati, kako se to meri. Osnova merjenja so še vedno piškoti ali pa kliki, dajmo reči. V to je tudi probo zelo posež ta GDPR, s katerim smo se in vsa ta obvestila o piškotkih na spletnih straneh, ki jih vidite, se ukvarjajo praktično s tem, se pravi varovanjem zasebnosti, varovanjem osebnih podatkov uporabnikov na spletu, ker tle moramo vedeti, da podjetja, kot so Google, Facebook, nekako probejo uporabnike zapirati v svoje ekosisteme. Se pravi, da mi čim več časa preživimo znotraj njihovih platform, na ta način nam oni lahko servirjajo čim več oglasov in v ozadju dejansko poteka boj za pozornost uporabnikov in po eni strani njim moralno vprašanje jim niti ni toliko pomembno, kot jim je neka profitabilnost. Za nas je pa to po eni strani kot oglaševalce je pa super, ker imamo možnost targetirati pa upravljati z določenimi mehanizmi, s katerimi v klasičnem ali pa nekem tradicionalnem oglaševanju to prej ni bilo mogoče. Ne? Danes se lahko spremlja, recimo koliko časa je nekdo gledal nek video in jih potem damo v en koš, pa nekoga, ki je obiskal spletno stran in je na njej naredil točno neko dejanje ali pa preživel tam toliko časa, ga damo v drugi koš in potem ga targetiramo z oglasi. Na osnovi tega seveda potem nadaljujete oziroma dopolnjujete, nadgrajujete vse te stvari. Klemen, vi ste pač strokovnjaki, ki se s tem ukvarjate, ki se tega lotevate seveda z vsemi znanimi parametri, ki imate vsa ta potrebna znanja, ampak ali vedno nekdo potrebuje strokovnjaka ali lahko tudi, mislim, da sam naredi nek tak marketing za lastne potrebe? Jaz vedno priporočam, da neke osnove, nek higienski minimum si stranke, naročniki ali pa kdorkoli se danes ukvarja recimo s turizmom v nekem poslovnem svetu, da si uredijo stvari sami. Recimo Google Business profil je ena taka stvar, ki jo vsi nezavedno uporabljamo vsakeč, kadar kliknemo za navigacijo do neke restauracije, do nekega podjetja ali pa pokličemo na telefonsko številko, uporabljamo v bistvu te Googleove vizitke in to je ena taka stvar, ki jo lahko uporabniki sami naredijo v 10-15 minutah, si tam naložijo fotografije, uredijo urnik, uredijo povezavo do spletne strani in to uporabljamo vsi in tam imate že lahko neko osnovno vidnost, kjer poveste, katere storitve imate, katere produkte, imate objave in to je recimo ena taka stvar, če se ukvarjate... Elementarna bi lahko rekli. Tako. Lahko se znotraj tega naredite tudi eno osnovno spletno stran, eno osnovno spletno predstavitev, potem je na voljo tudi en kup brezplačnih orodij na spletu, kjer se lahko ustvarijo spletne strani, kot so recimo Wix, Weebly in podobno. Tako da ni vedno nujno potrebno, da takoj pridete k strokovnjaku oziroma da takoj štartate ful na široko. Lahko to pač postopoma gradite in je tudi smiselno, ker lahko spotoma tudi malo prilagajate strategijo,
ciljna občinstva, vidite, kaj vam bolj funkcionira, kaj ne, in potem, ko trenutek pravi, pa pristopite do strokovnjaka. No, ravno to sem želela vprašati, kdaj je čas, oziroma kako svetujete, kdaj je čas, da vendarle se posvetujemo s strokovnjakom? Kadar vidite, da vam za določene stvari zmanjka znanj, ali pa vidite, da nimate več resursov, ki bi bili potrebni za urediti določene stvari. Se pravi, mora biti vsak strokovnjak za izdelavo spletnih strani, za digitalni marketing, ki pač v nekem trenutku je fajn, da se pristopi do strokovnjaka. Po drugi strani, lahko se tudi ta znanja naučite sami. Obstaja en kup raznih YouTubeov, raznih kvalitetnih člankov, kjer greste po korakih, pa se marsikaj da tudi sam narediti. No, skratka, lahko bi rekli, ni da ni v današnjem času, da ne bi našli, kot radi rečemo, tako v hecu na stricu Google. Tako, ampak ne prav vse, ne? Ne prav vse, seveda, je pa tako, spet odvisno malo od branže, jaz vedno pravim, recimo za nek turizem veljajo določene specifike, ki jih recimo v nekem poslovnem svetu ni, tako da dajte pogooglati, malo pogledati tudi, kaj dela konkurenca, to je vedno dobrodošlo, ali pa recimo, če se nameravate recimo prenoviti spletno stran, ali pa se soočiti z izdelavo spletne strani, dajte pogledati tudi, kaj dela konkurenca, katere spletne strani so vam všeč, lahko tudi iz drugih branž, in potem dobite neke primere dobrih praks, pa rečete, mogoče to bi funkcioniralo pa tudi zame, oziroma za moje potencialne stranke, potem pristopite recimo do strokovnjaka, pa rečete, kako bi mi naredili to. Tako. Skratka, tiste prve korake lahko naredimo sami, odvisno seveda, kaj počnemo, kaj želimo, kaj so naši cilji, ampak ko gre pa za res, je pa vendarle boljše, da se pogovorimo s strokovnjakom. Kaj so prednosti tega digitalnega marketinga, Klemen Konič? Prednosti so predvsem v tem, da lahko uporabnike targetiramo na načine, kjer s tradicionalnim oglaševanjem prej nismo niti mogli misliti o temu, da lahko recimo že tekom samih kampanj ali pa nekih aktivnosti spreminjamo parametre, če vidimo, da neki ne funkcionira tako, kakor bi moglo, da lahko delamo potem neke podrobne analize in na osnovi leteh delamo potem tudi razne teste, izboljšave in podobno. Tako da, sproti skratka lahko vse sledimo, ne? Ja. Tako, dosti bolj merljivo je, kot neko tradicionalno oglaševanje. Oglaševanje, ja. Ampak seveda, kjer so dobre plati, so vedno tudi slabe. Katere so pa pasti oziroma pomanjkljivosti tega? Pomanjkljivosti, recimo iz vidika samih potrošnikov, ali pa je sigurno neko varovanje zasebnosti, to, kar sem že prej omenil, da v bistvu vse te platforme nam probajo pač preusmerjati pozornost k njim v nek zaprt ekosistem in dostkrat uporabniki niti točno ne vemo, s katerimi podatki vse razpolagajo in kaj vse delajo te platforme v ozadju, zato da nam lahko točno v pravem trenutku servirajo točno tisti oglas, za katerega mislijo, da si ga najbolj želimo. Tako da, to je sigurno so pasti. Potem tudi neki vložki v te oglaševalske platforme, tle generalno gledano na globalni ravni sta 3/4 vsega oglaševalskega denarja pobereta Google pa Facebook kot največja konglomerata ali pa mega globalna podjetja na tem področju. Tako da vedno prihajamo tudi v stik z nekimi stroški. Ne. Prednost recimo konkretna je, da lahko na lokalni ravni z relativno majhnimi stroški naredimo kampanjo, ki bo dosegla večje število uporabnikov ali pa večjo populacijo. Slabosti so pa, da kadar hočemo delati stvari širše, recimo na področju Slovenije ali pa večjih mest, moramo pa dobiti točno te prave segmente, ki nam bodo naredili neke rezultate. Klemen, eno vprašanje se mi seveda v tem trenutku, ne samo meni, zagotovo vsem poraja, kako se obvarovati tudi teh fake news tudi na tem področju pri digitalnem marketingu. Kaj svetujete? Vsekakor ne vsega verjeti, kar vidite na prvo žogo. Se pravi, nekaj, kar je napisano na Facebooku ali pa na internetu ali na katerem koli družbenem omrežju, ni nujno, da drži. Jaz vedno predlagam, dajte mogoče pogledati, če je govora o kakšnih strokovnjakih znotraj članka ali pa da se nekoga citira, uporablja neko ime, dajte tisto ime vzeti pa ga dati v Google pa preveriti glih en klik več, kaj se dogaja za tisto novico. Tako da, ker tega dan danes je res ogromno. Dosti je tudi recimo nekih fake strani, nekih kraj profilov ali pa osebnosti, ki se jih potem izkoristi za to, da se pridobi neke ponovadi osebne podatke od uporabnikih ali pa rečemo neke bančne zadeve. No, na to se stalno opozarja, seveda strokovnjaki opozarjate stalno na to uporabnike. Kaj pa družbena omrežja znotraj tega?
Družbena omrežja... Nekaj podobnega, ne? Ja. Družbena omrežja imajo še to slabost v osnovi, da nam probajo servirati preko algoritmov informacije, za katere mislijo, da si jih najbolj želimo, in tle se potem dogaja ta polarizacija, ne? Da kadar družbeno omrežje ali pa algoritem zazna, da mene določena, recimo neka leva ali pa desna opcija bolj zanima ali pa neka tema vsebin, bo začeli vedno več tovrstnih vsebin podajati, servirati, tako, in potem vedno bolj imaš občutek, da imaš prav, vedno bolj imaš občutek, da živiš v nekem idealnem svojem svetu in vedno težje sprejmeš neko družbeno kritiko ali pa mogoče nek širši pogled na svet. Ne? In tle je velika težava družbenih omrežij. Ja, veste, v tem primeru vi ste še zelo mladi, jaz sem nekoliko starejša in nikoli ne bom pozabila, ko smo veliki brat, ne? In takrat se nam je zdelo skoraj da nemogoče, da bi se lahko kaj takega v resnici zgodilo. Ampak je ni znanstvene fantastike, ki ne bi prej ali slej postala realna. Mislim, da smo kar veliko povedali, čeprav nikoli ne bo dovolj, tudi če bi bili še mnogo daljši, ampak vendarle, mimo korona časa ne moremo. Korona čas je bila naravnost gojišče za razvoj tega področja. Je res? Ali se motim? Popolnoma drži. Dejansko dosti ljudi, ki je razmišljalo o tem, da bi mogoče pa stopilo na spletu ali pa začelo prodajati preko spleta, v bistvu korona prisila v neko digitalizacijo, pa ne mogoče samo spletnih strani pa spletnih trgovin, ampak tudi digitalizacijo nekih procesov znotraj podjetja. Videli smo, da se da imeti sestanke nadaljavo, da se da delati neko kolaboracijo nadaljavo in v določeni meri je to tudi sedaj po, dajmo reči, temu času, ko grejo zadeve na boljše, ostalo. Se pravi, smo se kar adaptirali, da recimo kakšen dan lahko delamo nadaljavo, pa da mogoče ni prav za vse potrebno priti v pisarno. Tako. No, ampak to seveda prinaša tudi slabe plati, namreč ta medsebojna komunikacija, neposredna komunikacija. Kako vi kot strokovnjak za digitalni marketing gledate pa na ta del? V bistvu na nek način bi lahko rekli po svoje razčlovečanje, čeprav se lahko vidimo in tako naprej, ampak se pa ne čutimo, ne? Jaz moram reči, da glede tega sem kar tradicionalist, še mogoče malo stara šola. Jaz še vedno verjamem, da vsa ta digitalna orodja, pa analize, pa statistike in strategije, vse to nam omogoča sicer lažje odločanje, pa nam olajša v nekaterih pogledih življenje, ampak za tisto pravo, pristno izkušnjo in za recimo neko reševanje težav, konfliktov, pa neko osebno rast, je vseeno tisti pristen, osebni, človeški stik še vedno nujen. Nujen in mislim, da ne zgolj edini, ampak nujen pogoj pa seveda za to normalno komuniciranje. Morda to, a je mogoče oceniti tako globalno, kakšen porast je med tem korona časom dosegel, kakšen, ne vem, se celo težko bi rekla razcvet, ampak kakšen boom je to področje doživelo v teh 2 letih korone? Recimo na slovenski ravni, mislim, so vložki šli za 30% navzgor v primerjavi s preteklimi leti, recimo samo konkretno digitalno oglaševanje, tako da jaz govoril o več 10%. No, tako, zdaj za globalno raven pa ne vem z glave. No, za Slovenijo bo za ta trenutek dovolj. Kaj se je pa pri vas povpraševanje povečalo strani tistih, ki se seveda potrebujejo? To? Ja, ogromno, predvsem recimo razne spletne trgovine, pa tudi digitalno oglaševanje in po eni strani moram tudi reči, da mi je všeč, ker imamo tudi v naši regiji kar nekatera perspektivna podjetja na tem področju, tako da dajmo podpirati lokalno, ker ni treba, da vedno potem, kadar začnemo razmišljati o temu, se zatečemo v kakšni večji agenciji v Ljubljano, ampak imamo tudi lokalno dobra in, moram rekel, zelo uspešna podjetja, ki se s tem ukvarjajo. Imamo tu enega človeka, ki te stvari zelo dobro obvlada in moram reči, da ga je bilo pred začetkom kar malce strah, je rekel, da ne bom šel preveč v podrobnosti, da ne bom preveč povedal, ampak to pomeni, da to področje izjemno dobro pozna in upam, da sva vsaj za silo razumljiva oba. Prihodnost v načelu pomeni prihodnost že naslednjo uro, ampak če pogledamo malce bolj na dolgi rok, kam bo to šlo?
Tako kot trenutno kaže, bomo šli v svet virtualne resničnosti, pa obogatene resničnosti. Tle so zelo velike vložki v zadnjih letih. Podjetje Meta, bivši Facebook, oziroma pač krovno podjetje aplikacije Facebook, vlaga ogromne milijarde v Metaverse, to je v bistvu virtualni svet, v kateremu ne bi v bodoče, imajo roadmap je 5 do 10 let, komunicirali, nakupovali, so se socializirali, se zabavali z virtualnimi našimi podobami, avatari in določena podjetja, kar je zanimivo, ker so recimo razne luksuzne znamke, imajo že oddelke za ustvarjanje virtualne mode, virtualnih oblačil, ki služijo samo temu, da nam bodo izboljšala podobo v virtualnem svetu. Tako da druga veja, ki je tudi recimo zelo zanimiva, pa obogatena resničnost, tle pa v bistvu kako lahko naš svet, ki ga opazujemo trenutno, obogatimo z dodatnimi sloji preko očal, pa raznih vizualnih pripomočkov in na ta način dobimo potem boljšo izkušnjo resničnosti. Tako, dosti je pa potem govor recimo tudi o podatkovnih blokih, kriptovalutah in podobnemu, no, tako v prihodnosti. Komplicirano, zelo, ne? Denimo za mojo generacijo, za vašo, ali tudi za vašo? Ja, bo rekel, je kar se novi pojmi pojavljajo, nova omrežja pojavljajo, različni, recimo mladina danes odkriva TikToke, Snapchate, Facebook je že za starejše ljudi, tam bo rekel, kjer je trenutno neka kupna moč, tako da vsak dan je kaj novega, vsak dan so novosti na tem področju, tako da in vlaganja so pa enormna. Klemen, ga ni področja seveda, kjer ne bi bilo potrebno permanentno izobraževanje in dograjevanje znanja. Pri vas si predstavljam, v vaši branži je to še mnogo hitreje potrebno. Ja, zelo široko področje in jaz recimo ogromno raznih knjig si naročim, pa networking je tukaj pomemben, pa recimo družabna mreža, kakor je recimo LinkedIn, kjer so vsebine malo bolj strokovne, pa konstantna izobraževanja preko raznih člankov, primerov dobrih praks in dejansko tudi testiranja, pa vidiš, kaj se dela, probaš in se iz tega probaš kaj naučiti. Rad bi pač omenil mogoče še to, da recepta za uspeh tudi z digitalnimi mediji, z digitalnim marketingom ni. Tako da lahko se probamo čim bolj približati nekim idealnim rezultatom preko vseh teh mehanizmov in aktivnosti, o katerih sva že prej govorila. Če bi bilo pa vse tako enostavno, bi potem tudi Klemen imel zdaj nazaženih 10 ful uspešnih spletnih trgovin, ne? No, jih bo pa še imel morda Klemen, kdaj, ne? Morda nekoč, ja. Ja, ampak prihodnost, če vas prav razumem, bo se dogajala na spletu. Življenje se nam bo dogajalo ali zgolj še na spletu. Jaz osebno upam, da ne. Je pa res, da z umetno inteligenco in z vsemi temi vizijami, ki jih imajo ta tehnološka podjetja in zapiranjem v neke ekosisteme, ki, bomo rekli tako, nadalje izgledajo zelo vabljivi in zanimivi, v ozadju so pa vedno tudi neki njihovi poslovni modeli in računica, ki je ponavadi ne tako transparentno predstavljajo. Zna biti, ne bo rekel, da slabo, bo pa sigurno zanimiva in drugačna. Doskrat se govori recimo o temu, da bomo resnično življenje dojemali zgolj kot eno od življenj, ki jih živimo in da bomo pač kar v sklopu pogovora rekli, v resničnem življenju se mi je zgodilo to in to, v tej virtualni resničnosti pa to. Tako da, to so take nepredstavljive zadeve po eni strani. Zares. No, v resničnem življenju se nam zdaj dogaja tale oddaja in tale pogovor, ki gre v živo na valovih Radia Robin. Kaj, čez 5 let tega ne bo več tako? Se ne bosta novinar in sogovornik takole gledala? Verjetno se boste gledala preko kakšnega virtualnega omizja, mogoče nekje na Bahamih ali pa na Marsu. Tako da jaz osebno sicer verjamem v to, da neka ta pristna zadeva bi mogla ostati. Z vsemi vložki in pa, kadar enkrat sprobaš recimo en set za virtualno resničnost, je zelo zanimivo, kako v parih minutah v bistvu tvoje možgane nafarba, po domače rečeno, da misliš, da si nekje drugje, da si dejansko zelo hitro pripravljen delati neko interakcijo, pa misliš, da si tam,
Tako. No, naj se stvari razvijajo, ampak naj se razvijajo v dobro. Jaz vedno pravim tako, ni vsaka stvar, pravijo, nekaj novega, ni nujno, da je vsaka nova stvar tudi dobra. Klemen Konič, najlepša hvala za tale izjemno zanimiv pogovor, seveda strokovno podprt, z veliko vašega znanja. Upam, da smo približali našim poslušalcem in poslušalkam tisto, česar morda še niso vedeli, ali pa osvežili, kar so vedeli. Naj bo prihodnost lepa. Najlepša. Hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo in se pridružujem vašim željam. Radio